Preko študentske napotnice lahko dela vsaka oseba, ki je starejša od 15 let, z statusom študenta ali z statusom dijaka ali študenta. Lahko delajo tudi izredni dijaki ali izredni študenti, vendar tem pod pogojem, da niso vpisani na Zavodu za zaposlovanje oziroma niso aktivni iskalci zaposlitve. Lahko delajo tudi naši študentje, se pravi Slovenci, ki imajo status študenta v tujini. V prvem letniku sem ugotovil, da imam dopoldne kar precej prostega časa med predavanji in tudi popoldne ali dopoldne, ko so bile ure. So po 3 do 4 ure bile proste in sem se odločil, da si bom našel službo. Od drugega letnika dalje tudi to sem naredil in imam službo od drugega letnika naprej. Zdaj zadeva izgleda tako, da vsak dan, ne glede na vreme ali počutje, od 8 zjutraj do 4 sem zablokiran. Bodisi sem na faksu tukaj, bodisi sem v službi. Hvala Bogu, na srečo sem našel takšno, kjer mi nudijo toliko dinamičen delavnik, da si lahko tudi privoščim faks, brez da manjkam na predavanjih in vajah, ki so recimo ključne za uspeh. Torej, kot teniški trener imam zelo prilagodljiv delovni čas, tako da mi nekih večjih težav ne predstavlja to vse skupaj. Zelo pomembno je, da se dobro organiziraš. Jaz osebno to delam vsak večer, da si zorganiziram naslednji dan, pa mi je potem lažje. Poznam tudi primere, ko ljudje opravljajo tudi take poklice, ko delajo več ur kot jaz. Jaz sicer opravljam delo vsak dan, ampak vse skupaj je malo bolj prilagodljivo pri ljudeh, ko pa imajo poklice daljše po 10 do 12 ur na dan in opravljaš tudi hkrati, pa je vse v bistvu se da uskladiti. Pri meni osebno vse skupaj trenutno poteka zelo v redu, lahko si prilagajam delovni čas z študijem. Zelo pomembno pa je, v bistvu, da delaš sproti. Tu neko kampanjsko učenje izpade, tako smo bili navajeni eni v osnovni šoli, v srednji šoli, tako da v bistvu samo, da delaš sproti, da slediš svojim ciljem, da imaš na pravem mestu prioritete in potem gre vse doseči.